poletja ima kot čutenje pri kristijanih res dolgo zgodovino, ker ljudje niso mogli drugače, kakor da bi čutili v sebi, Bog ni mogel prekiniti povezanosti med Božjo materjo Marijo in samim seboj. Ta prekinitev je greh. Kljub temu, da je verska resnica šele uradno z dokumentom zadnjih 170 let. To življenje kristijanov je nosilo današnji praznik. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Človek živi in nosi v sebi praznovanje in hrepenenje po svetosti. Ob današnjem prazniku, v Marinem brezmadežnem spočetju, mi gre spomin nazaj, ko se srečujem tako v pripravi na sveti krst s starši in botri. In ob pripravi pogostokrat tudi rečem, kako smo mi vsi od svojih staršev, bomo rekli, podedovali 3 stvari. Ena stvar, ki je najbolj opazna, je neka zunanja podobnost. In tudi kdaj otroke, ko imam pri veruku, rečem, ta je pa iz te družine, to je tako Atiju podobno. Ali pa ta je pa zvir taka kot mami. To so naše poteze telesne, ki so od naših staršev. Marija je te poteze gotovo prevzela od svojih staršev, od mame Ane, od svojega očeta Joachima. Druga stvar, kar človek od svojih staršev prevzame, je pa lahko tudi značaj ali določena lastnost. Jaz opazim, otroke so taki srčni, dobri, ki želijo razumevanje, in tudi starši so srčni. In tudi starši so z neko dobroto in tu neka lastnost, ki ni več telesna, ampak značaj, ali pa bi rekli neka psihično stanje, ki je dobro. Tudi take lastnosti, ko vidim starše, ki so spretni v izdelavi stvari, ta spretnost gre na otroke. Nekateri starši so športniki in tudi otroci čutijo spet, ali glasbeniki. Tudi to se podeduje. Tretja stvar, ki je pa najbolj globoka. Starši, ki se trudijo za sveto življenje, za vero, tudi te stvari gredo na otroke. Ampak nobeden od naših staršev pa ni brez bremena greha. Nobeden od naših staršev ni želel, da bi to breme šlo na otroka. Pa nobeden od naših staršev to ne more preprečiti. In tako smo tudi mi od staršev sprejeli, bili zaznamovani, je šlo na nas tudi breme grešnosti, ker naši starši so tudi z grehom zaznamovani. In to je izvirni greh od začetka, od izvira. Ta tretja stvar pa se je pri Mariji prekinila. Tukaj je bila meja, telesna značilnost, tudi značajska podoba je prišla od staršev na Marijo. Svetost in prizadevanje za dobro je šlo na Marijo, greh se je pa prekinil. In to v samem spočetju Device Marije. Že pred rojstvom, pa tudi kasneje, Bog ni dopustil, da bi greh vstopil v njeno življenje, ker ni mesto, ni prostora, ni možnosti. In zato je današnji praznik tako velik, tako pomemben, ker mi čutimo, da podedovane telesne značilnosti so v redu. Ampak ta duhovna stvar, ki pa človeka uničuje, pa ni v redu. Zato se Mariji priporočamo, ne Marija za nas posreduje pri svojem sinu, da bi ponovno in ponovno se vračali v stanje, ki je vredno človeka.
To stanje, ki je bilo pri Mariji že ob spočetju, to stanje smo mi mogli doseči. Ali smo ga dosegli, ko so naši starši prosili za sveti krst. Ampak ne tako, da primerjamo. Tudi vi ste kdaj morda doživeli, da ste kakšno stvar kupili in danes je vsa stvar zavita, rečemo, zapakirana v embalažo. To je lahko tudi zaščitna in ko človek to odpre, je kar neprijetno občutek, da damo novo stvar iz embalaže, pa je opraskana, vogal krušen, celo lahko zamazana. Tako, cenovo, kupljeno, neuporabljeno. Nas moti. Ampak taki smo mi bili, ob rojstvu, pred rojstvom. In je potrebno to popraviti. In Bog je pri svetem krstu naše življenje popravil. Ker to je v Božji moči. Teh materialnih stvari mi ne moremo popraviti. Kar je opraskano, kar je razbito, kar je tako umazano, da madeži ostanejo, pač vemo, da to ostaja. Je rabljeno, je poškodovano. In Marija od začetka ni bilo praske, ni bilo od kruška, ni bilo nobene umazanije. S prispodobo govorim, da bi jo razumeli. In to je veličina njenega življenja v Božji dobroti. Ob današnjem prazniku pa bi vas rad popeljal v razmišljanje. V Božji besedi smo dvakrat zaslišali, kako Bog nagovori človeka. Pri Mariji preko angela. In Marija se pri tem nagovoru razstraši. Ta strah ni zato, da bi ona razmišljala, kaj je narobe. Ampak je strah zaradi tega, ker človek vsega ne razume. To je človeško, da vsega ne razumemo. In je tudi vprašala, kako se bo to zgodilo. In na koncu je rekla, naj se zgodi, tako kot Bog hoče. Na začetku Svetega pisma je tudi vprašanje, to smo v prvem veridu tudi slišali, ko je Bog vprašal prvega človeka, kje si? In človek reče, skril sem se, zato ker se bojim. Tudi tu je bil strah, ampak človek je čutil, ni v redu. Naredil sem nekaj slabega, dejansko sem Boga odrinil proč. Seveda krivdo zmeri človek vali na drugega, v tem primeru je valil na svojo ženo, ona je kriva. Seveda posredno je tukaj krivda Boga, ker Bog je ženo pripeljal človeku, je dal življenje, jo je ustvaril, jo je pokazal, da je sprejel za svojo ženo. Kakšna grda obtožba človeka, da je Bog kriv za mojo hudovijo. No, sej tudi Eva, žena, enako krivdo vali na drugega, ne, Kača, tista je kriva, če jo ne bi bilo. In takrat, ko človek naredi hudovijo greh, dejansko Boga obtoži. Bog, ti si to kačo pripeljal sem, ti si stvaril, ti si kriv. Kako že majhen greh pri človeku da obtožbo, da je Bog kriv za moja slaba dejanja, hudovijo, da mi ne gre. Bog je kriv. Človek, ki Boga odrine stran, ga v tistem trenutku že obtoži, da je on kriv. Te stvari se pri Mariji niso zgodile. Marija nikoli ni Boga odrinila proč. Vedno je sprejemala od Boga bližino, navzočnost in s tem tudi svetost. Naj bo Marija tudi za nas vsak dan priprošnica, k kateri se obračamo za našo pot življenja. Posebej takrat, ko čutimo, da nas bremenijo slaba dejanja in greh. Takrat je še toliko bolj pomembno,
da jo prosimo, naj posreduje pri svojem sinu. Naj njen sin, ki je pravi Bog in pravi človek, odvzame breme. Odvzame tisti naš odriv in našo tožbo, da je Bog kriv in naj nam da svetost. In ob današnjem prazniku, ko je spomin začetek življenja Device Marije, naj bo hvaležnost za naše mame. Tudi tiste, ki so že pokojne. In če jih imamo, hvala Bogu, še med nami, hvaležnost do mater. In prosimo tudi za tiste matere, ki pričakujejo rojstvo svojega otroka. Tiste, ki so morda v stiski ali v strahu, naj Marija Božja Mati izprosi potrebnih moči, notranjega veselja in tudi srečno to pot, ki je na nek način njihov advent v pričakovanju rojstva. V tej zavesti, da nas Marija spremlja, da prosi za nas in si želi, da bi tudi mi bili sveti, v tej zavesti tudi skupaj spovejmo vero. Očeta vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, vseh velikih in nevidnih stvari, in venega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je začeta rojen pred vsemi in je Bog od Boga, čučo čuči, radi Bog od pravega Boga, rojenega stvarja, enega bistva z očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, in je zaradi nas ljudi, in zaradi našega posvečanja, prišel iz nebes, in se odresil po svetem duhu, iz Marije Device, in postal človek. Bil je tudi križan za nas, od Poncija Pilatom je trpel, in bil obdolžen, in tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma, in prišel v nebesa, sedi na desnici očetovi, in bo spet prišel slavi sodi žive in mrtve, in njegovo kraljestvo ne bo konca, in do svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki jo volimo prelomi, in vemo v svetu katoliško apostolsko cerkev, priznavanje krst, odpuščanje grehov in